Mislim, da že drugič govorimo ali pa že tretjič, da je hiša Jakoba Aljaža obnovljena, enega tistega pravega slovesnega trenutka, ko bi prerezali trak, pa še nismo doživeli. A bomo naslednje leto? Upajmo, ker zdaj se dejansko izpeljujejo te zadnje zadeve v Aljaževi hiši. In gre obnova in oprema hiše končno v želeni smeri? No, mogoče bo malo pokaral, da je bilo marsikaj narobe narejenega, pa ne v smislu stare kmečke hiše, ampak pustimo to na miru. Zdaj pač je urejeno, strokovnjaki so to določili in to je to. Spomnimo, skozi obnovitvena dela pred več kot 15 leti se je izkazalo, da je rojstna hiša Jakoba Aljaža v res slabem stanju, brez temeljev in grajena v več fazah. Prizidki so bili grajeni v različnih časovnih obdobjih, brez kakršnekoli medsebojne povezave. V eni od revij so leta 2015 sicer zapisali, da je celovita obnova, med katero so porušili precejšnji del hiše in jo visoko nadzidali, sprožila veliko prahu. A da je razburjenje odveč, saj je Aljaževa hiša le materialno in simbolno obeležje, ne pa tudi arhitekturna dediščina. Tudi zato se je zastavljalo vprašanje, ali slediti smernicam Zavoda za varstvo kulturne dediščine ali smernicam ekonomike in praktičnosti vzdrževanja prostorov. Po 2 letih temeljite, vprašanje pa je, ali tudi strokovne obnove, je bila leta 2007 obnovljena rojstna hiša Jakoba Aljaža dana na ogled od zunaj in dan je bil obet, da bo slavnostno odprta čez leto dni, ko ji bo dana vsebina in ko bo tudi opremljena. Šele konec leta 2012 je bila potegnjena črta. Nakup hiše in prva obnova je občino stala nekaj čez 300 000 evrov. Sledilo je obdobje različnih videnj in interesov. Ali je hiša sploh obnovljena, kaj naj bi se v njej odvijalo in kako naj bo torej opremljena. Uradnega odprtja pa nismo dočakali. Prerezi traku so bili zgolj interne narave. Leta 2017 so se, torej 13 let po začetku prenove rojstne hiše, na občini Medvode odločili, kot so takrat za medije sporočili iz urada župana Nejca Smoleta, projekt zaključiti tako, citiramo, da bodo občani in občina končno ponosni na ta objekt, tako kot smo ponosni na Jakoba Aljaža. Tokrat naj bi bili popravki obnove v skladu s smernicami Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Z deli na zunanjosti objekta so začeli jeseni 2017, z deli v notranjosti pa poleti 2018. Za obnovo je bilo v tem času porabljeno nekaj manj kot 79 000 evrov. Od tega v zadnjem času predvsem za opremo slabih 17 000. Ja, gre v resnici za drugo renovacijo, recimo temu rojstne hiše Jakoba Aljaža, tokrat pod budnim očesom spomeniškega varstva. Odpravljenih je bilo nekaj napak iz prve faze, zdaj pa nam ostaja še hiša. V njej pa bo nekaj originalnih predmetov, ki so še iz časa Jakoba Aljaža. Verjamem, da jih bomo uspeli restavrirati, da jih bomo uspeli tudi razstaviti in pa nekaj opreme, ki jo bo potrebno še nabaviti. Je pa res, da zdaj smo nekako na 90%, pa se mi ne zdi toliko pomembno, da režemo trakove, bolj pomembno je, da bo hiša živela še naprej. Se pravi, če smo kakšno leto nazaj bili v enem takem strahu, kaj zdaj pomeni ta projekt, to pomeni, da bo hiša samo muzej in bo mrtva. Ne, uspelo nam je nekako združiti oboje skupaj, se pravi, da bo hiša živela, da bo v njej še vedno, predvsem v zgornjem nadstropju, življenje društev in tistih, ki tukaj največ delajo, po drugi strani pa bo spodaj služila kot memorialni spomenik, kot res rojstna hiša našega velikega Medvoščana. Kaj je bilo torej v zadnjih 3 letih postorjeno? V zidovih so sanirali vlago, zamenjali ploščice na stopnicah in podestu s hrastovim lesom, pozidali nov dimnik za krušno peč in jo izdelali. V glavnem prostoru oziroma hiši, v veži in vinski kleti so ometali strop. Zazidali so plinsko peč v veži, opravili beljenje celotne hiše in kleti. Nekaj nelagodja se je pojavilo le ob nameri, da se ohrani keramične tlake, saj da jih v kmečkih hišah nikoli ni bilo. Še več dilem pa se je porajalo ob ponovni izdelavi fasade. Opravili so še niz mizarskih, parketarskih in elektroinštalacijskih del.
V lanskem in v začetku letošnjega leta pa so nadaljevali z opremljanjem prostorov v skladu s priporočili strokovnjakov, predvsem dr. Žive Del. Izdelali so opremo vinske kleti, v kateri je med drugim umeščen pozidan regal iz klasične polne opeke, dodane so lesene police za steklenice v obliki triglava, sredi kleti stoji miza iz hruškovega lesa, na steni pa je pritrjeno obešalo za vinske kozarce. V veži je bila z leseno stensko oblogo prekrita električna omarica. Med drugim je napisan prvi verz Aljaževe pesmi Oj, Triglav, moj dom. Ob vhodu je nameščena lesena plošča s sliko Jakoba Aljaža v naravni velikosti. Za informiranje obiskovalcev o njegovem življenju in delu pa so namestili tudi zaslon na dotik. V Kašči, kjer je trenutno na ogled tudi razstava ročnih del Sonje Porenta, in v galeriji v prvem nadstropju, kjer so na ogled dela letošnjih ekstemporov, so namestili galerijske luči in dodali galerijska vodila. Upravljalec je javni zavod Sotočje, zdaj mislim, da je tudi z kulturno-umetniškim društvom Jarem bilo najteno tako prijetno sožitje. Po drugi strani bi si pa želeli, da hiša čim večkrat funkcionira tudi kot protokolarni objekt občine Medvode, se pravi, da tudi kakšni sestanki, kakšna srečanja lahko potekajo bodisi zgoraj v galeriji ali pa spodaj v hiši. Potem pa puščamo nekoliko tudi proste roke, vemo, česa si ne želimo, vsem ostalim idejam pa puščamo prosto pot in naj se razvijajo, bom rekel tako, naj samo ostajajo v duhu Jakoba Aljaža. Če pomislimo, a bi si on to želel, bi bil on na to ponosen, naj bodo tam noter take dejavnosti. Kaj naj bi se sicer dogajalo v hiši Jakoba Aljaža, podobno razmišljajo tudi pohodniki, ki so se 3. julija udeležili enega od 3 pohodov od Jakoba do Jakoba. Torej pohoda od ene od 3 cerkva v naši občini, posvečenih svetemu Jakobu, do rojstne hiše Jakoba Aljaža v Zavrhu. Glede na to, da je rojstna hiša Jakoba Aljaža, jaz bi vseeno pričakovala, da je kaj v zvezi z njim, da mogoče se predstavi njegovo življenje, vendar vsi ne poznajo, drugače pa mogoče kakšne prireditve občinske, manjše, kakšne razstave, tako kot je že bilo. Tudi simpatična je ta vsakoletna prireditev občine Medvode ob državnem prazniku. Se mi zdi, da je bil tudi primeren ambient, sploh zdaj, ko so tudi zunaj lepo uredili. Verjetno bi lahko, pač kot neka protokolarna hiša, bi itak in itak lahko služila za razne, tudi za nekatere občinske sestanke. Ravno tako za kakšna, mislim, mogoče res sestanke tudi različnih društev, potem za kakšne take manjše prireditve, recimo tudi v smislu koncerte ali manjše komorne predstave. Zdaj v teh časih se nam celo res bolj obeta sezona komorne kulture. V tem primeru bi tole mogoče res bilo primerno. Razstave pa itak in itak potekajo. Bil je planinc, hribovc, da ljudje vidijo, kaj je počel, da je hodil v planine, da je raziskoval v tistih časih, ki je bilo to dosti teže kot zdaj, ker je bila drugačna oprema, ni bilo takih čevljev, ni bilo ne vem kaj specialne opreme, pa so vse to naredili, so imeli grozno voljo te ljudje včasih. Mislim, da je kar dosti dobro zasnovana ideja, tako da kakšnega predvsem masovnega turizma pa mislim, da tudi ne prenesla glede na velikost. Ta hiša bi mogla povezovati, tako kot je Jakob Aljaž združil Slovence, da je Triglav naš, tako bi mogla tudi tale hiša, njegova rojstna hiša, povezati vsaj naš Medvoščane.